Rina z mano, zdravo. Živijo. Si na pol poti ali blizu? Trenutno sem na pol poti. Nisem pa še blizu, bom pa kmalu. Tokrat pa opažam, da se odpravljaš spat. Ne, pravzaprav se odpravljam na delo. Če pa to prenesem na tvojo novo skladbo, pa greš spat. Ja, potem bom šla pa spat takoj. Kaj si zapisala pred sanjami? Pravzaprav nič si ne pišem, samo doživim jih in potem nekako to ustvarim, no. Torej, nastane pesem iz tega. Ob takem plesnem ritmu, kot ga imaš v novi skladbi, pa bolj težko zaspiš. Ja, vse to smo združili, se pravi, eno tako ne preveč prijetno izkušnjo, vseeno z nekim, da bi rekla, takim žarom, no, da vseeno ni tako grozno kot tisti trenutek, ne, ki ga doživljaš. Ker pri meni je tako, moj bioritem je tako malo poseben, ne, ker sem umetniška in seveda, če premalo spiš ali pa vstajaš nekako sred dneva, ne, se začnejo dogajati nenavadne stvari, ne, tako da to seveda vpliva pol tudi na potek dneva. Kaj potem raje, spiš ali plešeš? Seveda, definitivno raje plešem, ne, in potem ne zaspim in se dogajajo take stvari. Brez obljub pa je naslov ta nove, o kateri se tej govoriva, torej nič ne obljubljaš. Ja, zdaj v mislih sem imela tako splošno ozračje, ne, to sem tudi navezala na splošno ozračje, danes se težko zanašamo na obljube, ne. Velikokrat so prelomljene in na nek način tudi v tem pesem pripovedujem. Kaj ti danes ni dobro dosti obljubljate? Tako ja, ker potem ne veš, ali se bo to realiziralo ali ne, ne. Zdaj, jaz sem tak človek, da rada izpolnim to, kar obljubim, ne. Včasih pa ne gre, ne. Tako je na primer tudi z albumom, ki ga zdaj pravzaprav odlagamo že kakšno leto, ne. O tem sva že govorila. Ja. Obljubim pa, da bom pesem kmalu dal tudi v naš radijski eter. Najlepša hvala. Zato, Rina, greva skladbo med poslušalce z ali brez obljub? No, obljubim, oziroma želim, da bi čim bolj uživali ob skladbi. Pa da vseeno še kaj drži, ne, kljub temu, da živimo v takšnih časih brez obljub. Oj, sem Rina in poslušate oddajo Radioaktivno. Ukradam ti poljub,